tudi kuharske mojstrovine znanih Slovencev v naših oddajah radi spremljate. Letos bodo jedi iz zdravih sestavin pripravljali v salonu Kuhinj Mlinar in Mlinar v Ljubljani. Prva nas je s svojim znanjem v kuhinji navdušila simpatična pevka Alenka Godec. Alenki smo na pult v salonu Kuhinj Mlinar in Mlinar v Ljubljani pripravili same zdrave sestavine. Testenine brez glutena, vrsto bioloških pridelanih začimb, grško olivno olje in olive, pa pravi grški jogurt kremastega okusa, ki si ga je Alenka zaželela za sladico, pa še testo po vrhu. Dodali smo ji še domače mlečne izdelke, bučke, solato in med za slajenje. Ker v kuhinji ne sme manjkati sol, smo izbrali mešanico soli in začimb. Tako in tako pa bo Alenka hrano začinila z veliko dobre volje, v to smo lahko prepričani. Živijo sem skupaj, danes bom jaz glavna kuharica v oddaji Za zdravje. Sem zelo vesela, da sem tukaj in upam, da bom zbrala kaj takega, kar boste kasneje tudi preizkusili v vaši domači kuhinji. Zaradi tega, ker moramo za sladico speči testo oziroma take lušne košarice, bom jaz zdaj začela s tem. Sicer je pa zelo enostavna ta sladica, zato pa potrebujemo, ker sem jaz rada tudi kdaj prosta in ne rada zgubljam čas samo s kuhinjo, čeprav je čisto fajn. Lahko kupite testo, kar je zelo enostavno. Tele listine bomo narezali in sicer treba je dobiti kvadratke, približno enako velike, ampak tudi če niso čisto enako velike, pravzaprav ne bo konec sveta. Je pa to ena izmed takih sladic, ki se mi zdi, da je zelo enostavna, pri gostih pa naleti na odobravanje. In to na precejšnje, vam lahko povem iz lastnih izkušenj. Preden še tole naredim naprej, bomo dali maslo, ker je treba tole testo listnato precej bogato namazati z maslom, ker je potem res odličnega okusa. Bom kar takole dala, da se bom, tako da nič šparati s tem, ker je treba prav vse lističe dobro namazati z maslom. In ta čas, ko se maslo topi, mi tukaj oblekujemo, samo da vam povem, potem bomo vse premazali še z maslom, nekako takole, enega čez drugega in ta tretjega damo nekako takole. In to bomo pol vse zelo dobro premazali z maslom, kot sem vam že rekla. 3 sloji so super, zaradi tega, da potem to fino obložimo, lahko v modele iz mafina, lahko pa v take lične, kot jih imamo mi danes tukaj, keramične. Tudi te fino premažemo z maslom, da potem tortice oziroma te košarice lažje dobimo ven. Jaz danes žal nimam tiste metlice za mazati maslo, ampak nič ne dne, se bomo nekako dobro znajdli tudi takole. Super fino premažete, lahko tudi vsak lišč prej, ni čisto nič narobe. Jaz bom tega zdaj kar malo takole obrnila okoli, da se bo še tisti ta spodnji. In samo da vam en primer pokažem. Tako. Bom vzela eno tole šalčko, pa bomo še to namazali majčken, da se fino premaže, da bomo lažje seveda dobili vse ven, in tako bomo potem še tole magar obrnemo takole. In potem narahlo, ženske, če imate nohte, pazite, da ne boste z nohti, rajš takole oblikujemo prste, da slučajno ne potrgamo in naredimo v testo luknje, ker potem bo z teh košarice vse ven teklo. In tole je pripravljeno v pečico. Bomo pa še ostale naredili in potem jih dali skupaj peči. No, zdaj smo že skoraj pri koncu in ker je prišlo iz tega enega zavitka testa, kakor vidite, bo prišlo 16 takih skodelic, košaric. Tako da smo si pomagali še z modelom za mafine. To je ful dobra rešitev, pa
tako kot sem vam že prej rekla, kar izdatno namazati sloje vse z maslom. No, zdaj so tele košarice nared. Jaz ponavadi dam pečico tam nekje na 180 stopinj. Upam, da bojo šle vse naenkrat, tudi tele. In potem majčkeno gledamo, mora tole testo postati hrustljavo, pa tudi malo, ne samo porumeneti, da ima majčkeno tiste zlato rjavjave barve. In takrat bo glih pravilno. Težko rečem, koliko minut, ker sem ena izmed tistih kuharic, ki skozi malo čekirajo, ko malo kontrolirajo, kaj se dogaja v pečici. No, zdaj bomo naredili pa še ta zelo glasni nadev, ki pravzaprav zelo lahek, ne bom rekla, da je, ker zato potrebujete malce bolj bogat in kompakten grški jogurt. Super je, da imate grški jogurt. Imamo 12 košaric, tako da sem jaz tole malo preračunala že prej, da bomo potrebovali kilo grškega jogurta. To je super nadev, nič sladkorja, ne belega, ne rjavega, sladkali bomo namreč z medom. Potem pa boste videli, kaj še pride za piko na i. Aha, tukaj je pa še nekaj gor. Dobro. To je res je super, če imate grški jogurt, zaradi tega, ker je res bolj bogat kot en tak jogurtov puding in boste videli, to bo krasna sladiča, če jo boste sprobali. Pa tudi res zelo enostavna. Tole. Kot sem vam rekla, bomo sladkali z medom, upam, da ni več prevroč. Če slučajno pretrt med, tako kot se je tudi meni danes zgodil, smo ga dali kar lepo v takole kozico, vročo vodo in se je super stopil. Fino je, če je med tekoč, zaradi tega, ker ga bomo mogli zelo, zelo dobro vmešati v ta grški jogurt. Jaz ga kar dam veliko, zaradi tega, ker imam zelo, zelo rada sladko, predvsem imam pa tudi zelo rada med. No, rečemo, da je zdaj za začetek tole dovolj. Lahko ste kar izdatni s tem, rajš ne bom tole mešala. In zelo, zelo dobro premešamo. Mislim, da bo tole kar dovolj meda. Še enkrat zdaj zelo, zelo dobro premešamo. Bom potem še enkrat, ko bomo dodali še en dodatek, na katerega sem se jaz navadila v zadnjem času, ko imamo čas, pa potem pogledam kakšno kuharsko oddajo, tam zelo, zelo velikokrat pri kakšnih sladicah uporabljajo ta pravo vanilijo, strok vanilije. Glede na to, da imamo kar veliko količino tega jogurta, se pravi kilo smo rekli, bom jaz dala kar dva stroka bom olupila oziroma izluščila ven to seme. Pravijo, da se to dela nekako takole, da zarežemo po sredini in potem to seme postrgamo ven. To gre zdaj v hladilnik, zato ker se to lahko postreže tik pred zdajci, ko bodo seveda tudi košarice pečene, lahko tudi gostje to opazujejo in so čisto navdušeni. No tako, nadev iz grškega jogurta je pripravljen, čaka v hladilniku, še boljše, če je malo bolj hladen, še bolj vse sveže deluje. Tele moje košarice so zelo dobro uspele. Moje bojo seveda tele, ker so bolj globoki in bo prišlo več nadeva not. Tako da takole malo probajte, da so hrustljave, sicer potem za jesti je to malo razpada, morate imeti kar na krožničku, ampak je pa odlično. Za glavno jed bomo pripravili, danes bomo zdravo naravnani, brez mesa. Moram reči, da ga vedno manj pogrešam v svojem življenju, zelo pa rada pojem bučkino omako in sicer bomo to bučkino omako naredili za rezance. Jaz verjamem, da ste vsaka kuharica ali pa kuhar kdaj že to naredil. Jaz mislim, da zelo po želji in zelo različno ljudje narežejo, nekateri celo naribajo bučke.
Jaz jih bom na take manjše kockice, da bo tudi prej gotovo narezala. Torej za bučkino omako potrebujemo bučke. Nekaterih naribajo, jaz sem jih zdaj na manjše kockice narezala. Potrebovali bomo pa čebulo seveda za osnovo, ki jo bomo dodali oljčno olje. Jaz pri oljčnem olju preveč ne šparam, po domače povedano. Bomo dali mogoče na majčkeno več, ampak vse ne preveč. Dodamo čebulo, ki smo jo že prej narezali. Tako da to majčkeno popražimo. No, tale čebula na tem olivnem olju se je majčkeno prepražila in je tudi malo se omahčala, tako da mislim, da je glih pravi čas, da dodamo naše bučke. Upam, da ne bo letelo preveč majčkeno, ja. Kar veliko jih imamo, ker nas je veliko jedcev danes. Takole. Dodali bomo še česen. In sicer ga bom jaz dodala, no, da ga ne bo preveč. Tole bomo pa še prihranili za našo solato. Ni boljšega kot zelena radič, kjer mora biti nujno tudi česen za dober okus. Torej, kar se začimb tiče, je to stvar okusa. Jaz bom danes dodala, zato ker se mi zdi, da k bučkam pa nujno zelo paše bazilika, peteršilj, da ne bo preveč, mogoče raje še majčkeno več bazilike, ker res da krasen okus, da ne govorim zdaj o vonju, česar vi zdaj niste deležni, ampak lahko mi verjamete, da je super. Poleg tega pa še sol. Moram biti previdna, bom potem rajš probala, tako kot vse stvari. In seveda poper. Potem bomo majčkeno res rahlo zalili to, ko je treba. Potem, da se te bučke malo razpustijo, počakamo. Potem kasneje bomo pa še to zalili, ne vem, nisem se še odločila, ali sladko, ali pa s kislo smetano, ali pa celo z obojim, kdo bi vedel, kaj sem odločila. Zdaj bom jaz to majčkeno zalila z vodo in bom pustila, da se to tako počasi duši. Mi bomo pa ta čas skuhali makarone. Torej, bučke se lepo počasi dušijo. Mi lahko damo zdaj, ko je voda zavrela, sem jo usolila, še tele brezglutenske peresnike kuhati. Tako peresniki so kuhani, jih lahko odlijemo in se potem posvetimo omaki iz bučk. Zdaj se pa bližamo koncu, finiširamo. Bučke so se kar lepo podušile, začinili smo jih, to ste si zapomnili, sicer pa se veste, po okusu. Jaz sem se danes odločila s svojimi pomočniki, se pravi s tistimi, ki bodo to potem tudi pojedli, smo se odločili za kislo smetano. Torej, jo bom dodala, ker tale domača, mogla bi z žlico vzeti, ker je tako zelo fina. Bomo videli, bomo še malo premešala. Eventualno bom potem morda morala dodati še kaj, še malček soli. Bomo videli, to je treba zdaj sprobati. Zdaj smo pa že res skoraj čisto pri koncu, vsaj kar se glavne jedi tiče, tako da bom jaz kar tele bučke polila kar izdatno. Taka zdrav obrok. Poleg tega pa tisti, ki imate radi, lahko naribate še tale sirček, to je ena novodobna naprava, upam, da bom znala za boljši okus. Nekateri
bi potem morda še tako malo z olivnim oljčkom pokapali, ampak to je zopet stvar okusa, tako kot je v kuhinji skoraj vse. Eni imajo raje to, eni kaj drugega. Glavna jed je pripravljena, zdaj pa tisto najslajše. Jogurt je pripravljen. Jogurt, v katerega, če se slučajno kdo ne spomni, smo zamešali 2 vaniljeva stroka in pa med, da smo to osladili. Nič sladkorja, ničesar, za sladkor. Namesto sladkorja je danes tukaj notri med. In tele naše košarice, ki so odlično uspele, nadevamo z grškim, obogatenim grškim jogurtom. Tako tudi sladica je pripravljena, na to sem še posebej ponosna, čeprav ni zrasla na mojem zelniku, ampak vam povem, če boste to naredili za svoje goste, ste zadeli terno in boste navdušili prav vsakogar. Za piko na i pa mislim, da bo prav umestno, da vse skupaj tole potresemo, kot bi jaz rekla, ali pa kakšna gospa, štavcukrom. Tako, dragi moji, zdaj vam lahko samo še zaželim dober tek. Reportažo in Alenkin recept najdete v reviji Anja. Še več fotografij pa na naši spletni strani www.zazdravje.tv. Veliko užitkov ob jogurtovi sladici, če jo boste delali, vam želim in vas vabim v našo družbo spet prihodnji mesec.